Ne, to na posnetku nisem jaz, ampak en naključen možakar iz YouTuba. Si pa ravno tako predstavljam pot in hojo do svoje lastne kolibe nekje v gozdu. Nekoč, nekdaj in če do tega sploh pride. Zakaj? Ker resnica je ta, da nas je vedno več takih, ki razpredamo o tem, kako fajn bi bilo iti stran od tega ponorelega sveta, se odklopati od vsega tehnološkega napredka in informacijske tehnologije, si nadeti doma seštrikano jopo in iti naberat gozdne jagode ter se gret ob kaminu za lesenimi 4 stenami nekje Bogu za hrbtom. Glavno vprašanje pa je, a se bomo res, a smo to pripravljeni narediti. Ja, drži sicer, da je poenostavljen, minimalističen način življenja vedno bolj vroča in popularna tema, ampak dajmo si priznati, da je še veliko bolj popularna vsa novodobna udobnost, ki smo se jo vsi navadili in brez katere tako rekoč nam živeti ni. V glavnem, v vseh pogledih je praktičnih primerov poenostavljenega načina življenja v sožitju z naravo še vedno zelo malo. Slogan manj je več v praksi ne zaživi pa da se in še vedno smo večinoma potratniki, se pravi ne pravi in preudarni potrošniki, ampak potratniki. Tisti torej, ki stvari radi kupičmo, da jih pač kupičmo. Tako smo že od nekdaj navajeni in to se od nas tudi pričakuje, da lahko ta sistem še vedno neusmiljeno obrača svoje mline. A bomo tega še naprej podpirali, koliko časa še, v kakšni meri, na kakšen način, pojma nimam. Nisem Nostradamus. Še manj pa Fabricio. Spodaj v opisu tega videa je enkraten prispevek o njem. Gre za možakarja, ki se je odločil in začel živeti to, o čemer večina od nas samo razpreda. Pa to že nekaj desetletij nazaj. Tip je šel pri poenostavitvi vsak dan res da v ekstreme, kle nikaj, ampak si pa upam trditi, da bi ta svet izgledal precej lepš, če bi ga kot družba zmogli posnemati pri njegovem pristopu do vsakdana vsaj en mejček. Toliko Nostradamusa pa sem. Hvala za ogled tega videa in videa v opisu. Pa mala prošnja, če še niste prijavljeni na kanal, dajte to narediti.